Mi pa nadaljujemo naše popotovanje po Sloveniji in sicer iz mesta skočimo v naravo, natančneje v sotesko Vintgar. Gre za eno najbolj obiskanih naravnih znamenitosti pri nas, kjer je obvladovanje obiska izjemno pomembno. Na eni strani za zaščito okolja in narave, na drugi strani pa seveda za kakovostno izkušnjo tako obiskovalcev kot lokalnega prebivalstva. Kako lahko pri tem pomaga digitalizacija? Iz podjetja Soteska Vintgar je z nami gospod Bojan Traven. Izvolite. Čas je že začel odštevati, tako da jaz vam lahko o tem Vintgarju govorim, tako kot cela Slovenija, danes ure in ure, se vsi v tem Vintgarju veliko govorimo in se vsi na njega spoznamo. Kar vam pa bi rad povedal, je pa tisto, da ne glede na to, kako se bo ta zgodba z Vintgarjem išla, te standarde, ki smo jih postavili, ta trenutek v zadnjih 3 letih v Vintgarju, bo mogel pač vsak upravljavec upoštevati. Gre pa za to, da skušamo ustvariti neko ravnovesje med ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem naravnih vrednot. In preden začnemo digitalizirati vse skupaj, je zelo pomembno, da gremo k nekim osnovam. Jaz sem svojim kolegom rekel, gledajte, mi se lahko izgubimo pri tej digitalizaciji, pa pri vseh tem milijone in milijone zmečemo, ampak najprej se dajmo vprašati, kaj pravzaprav bomo digitalizirali, in kaj pravzaprav je to trajnostno upravljanje. Trajnostno je nekaj, kar je pravzaprav danes po teh 20-30 letih, odkar ta termin obstaja v Sloveniji, in vam moram povedati, da mi gre strašno na živce, zmislili so si ga pred 30 leti na FDV-ju, ker bolj primerna beseda temu bi bilo neko vzdržno upravljanje. In mi smo iz tega naredili celo filozofsko debato, imamo danes trajnostno modo, ne vem kaj še vse imamo, in jaz sem svojim kolegom povedal, da to pravzaprav ni nič kaj takega, kar naši starši ali pa stari starši niso živeli, in pokazal ta štedilnik v naši kuhinji, ki je tak tipičen primer trajnosti. Skratka, mi na deželi imamo ponavadi kakšen gozd, gremo v gozd, posekamo drevesa, s tem ohranjamo gozd, potem naredimo si drva, jih prinesemo v tak zidan šporget, ki nas hkrati segreva, v njem pa lahko tudi recimo kakšnega dobrega piščanca. In to je tisto, kar je vzdržno. In te stvari so relativno enostavne. Pri nas v Julijskih Alpah, da boste vedeli, v kakšnem okolju živimo, imamo samo 83.500 prebivalcev, pa skoraj 4 milijone nočitev. Skratka, to okolje zelo obremenjujemo. V samem Triglavskem narodnem parku imamo 300 naravnih vrednot državnega pomena. In samo 4 se upravljajo na tak način kot Vintgar, poleg Vintgarja še Mostnica, Savica in pa Tolminska korita. In pri klasični gospodarski panogi, to sem svojim kolegom razlagal, vi ponavadi zgradite neko tovarno, zaposlite ljudi, organizirate prihode in se znotraj podjetja ustvarja dodana vrednost. Pri turizmu, saj našem turizmu, v Julijskih Alpah je pa malo drugače. Recimo, če delate v zdraviliškem turizmu, zgradite hotel, zgradite spaje, terme, si prizadevate, da bodo ljudje čim dlje ostali znotraj hotela. Pri nas v Julijskih Alpah je pa drugače. Mi sicer zgradimo hotele, ampak potem kaj mi prodajamo? Mi prodajamo naravo. In ta narava pa je od nekoga. In se kar naenkrat srečamo z nekom, ki pravzaprav se v neki fabriki ali pa v enem hotelu ne srečujemo. Srečujemo se s prebivalci, z infrastrukturo, samo naravo, z lastniki in pa seveda na podeželju tudi s kmetijstvom. In trajnostno je tisto, kar pravzaprav, da imamo od tega turizma vsi korist. In to je ta trajnostni turizem, trajnostno upravljanje. Tako prebivalci, ki imajo recimo zaradi tega, ker imajo turiste trgovine dlje časa odprte, da imamo infrastrukturo urejeno, skratka ceste, da poskrbimo za naravo, da imajo lastniki nekaj od tega. Treba je povedati, da recimo, da je Triglavski narodni park kar 80% površin Triglavskega narodnega parka je v zasebni lasti. In morajo tudi lastniki imeti, če jih mi zaganjamo na neke travnike, privatne travnike, morajo pač tudi lastniki imeti nekaj od tega. In pa seveda, kmetijstvo je pri nas zelo omejeno, z omejenimi možnostmi, in je, komu bomo prodajali izdelke? Seveda turistom, in to za neko visoko dodano vrednostjo. In vse to, kar sem zdaj razložil, sem jaz razložil svojim kolegom in smo začeli stvar delati.
Nam je pa vse skupaj še dodatno na glavo vse skupaj postavila ta odredba, ki jo vidite iz leta 2023, ja, Uroš Bržanjev je podpisal, verjetno novi direktor Triglavskega narodnega parka, kjer nam je država odredila, in smo bili prva naravna vrednota v državi, nam je država odredila tako imenovano nosilno kapaciteto. Kaj to pomeni? Določila nam je, da lahko sprejmemo 2290 gostov na dan in hkrati je lahko v Soteski samo 245. Določili so nam tudi ure, kdaj smo lahko odprti, ne pred sončnim zahodom, pa sončnim vzhodom in zahodom, zaradi tega, ker smo mogli poskrbeti, da ptiče ne spravljamo v stres. In to je nam zdaj dalo še dodatno motivacijo, da se stvari trajnostnega upravljanja s pomočjo orodja, ki mu rečemo digitalizacija, lotimo, da to jemljemo kot izziv, ne pa kot breme. Naj vam povem še nekaj osnovnih podatkov o Vintgarju. Približno 300 tisoč obiskovalcev, 95% tujih gostov, 60% jih pride in odide na Bled, od tega 60 tisoč otrok, 7 tisoč psov, 90% prvič in se ne vračajo. To je tako kot približno kot Postojnska jama, ne 95% tujcev, pa nikoli se več ne vračajo. To nismo dobili, to smo samo potrdili potem z digitalizacijo. Te podatke smo že, vstopne podatke smo že prej imeli, ker smo jih na podlagi anket pridobili. Da si boste malo razumeli, kako je pravzaprav to izgledalo. To je bilo poletje 2023, preden smo se resno lotili digitalizacije pa trajnostnega upravljanja. To so bile neskončne vrste za karto, če vidite, do kam je to vse segal. In to je v resnici slaba izkušnja. Izjemno slaba izkušnja. In smo rekli, tega se ne gremo več. Zato smo vzeli zemljevid, ne samo Vintgarja, ampak celotnega območja okrog, in smo se odločili, da bomo naredili enosmerno pot in potem povratne poti nazaj. In kar naenkrat Vintgar ni več samo 1600 metrov dolga Soteska, ampak kar naenkrat obsega območje tako Blejske Dobrave, Zasipa, Podhoma in vseh teh vaških, gozdnih in planinskih poti. Potem smo rekli, v redu, saj to vse poznate, to ste vsi z turizma, ste že delali na različnih projektih, smo rekli, kaj so naši strateški cilji, kje smo najeli najboljše ljudi, ki se na to spoznajo, da so nam pomagali, varstveni cilj, razvojni cilj, cilj obiskovanja in pa upravljavski cilj. Danes se bomo ukvarjali predvsem s tem četrtim. In kar sem pa jaz zahteval od svojih kolegov, je pa to, da moramo poskrbeti iz tistega, kar ste prej videli, to za vrhunsko izkušnjo gostov in doživetja. In potem smo rekli, probajmo najprej z digitalizacijo. No, in to je produkt te digitalizacije. Ta vstopnica za Vintgar in kako smo do nje prišli, da smo najprej začeli ugotavljati, kje naši gostje pridejo v stik z nami in na kakšen način. Kje so fizične točke stika in kje so digitalne točke stika, zaradi tega, da smo mi potem začeli orodja pripravljati. Potem smo naredili tako imenovane slote. To vidite na desni strani. Mi smo razdelili, glede na to, da imamo nosilno kapaciteto 2290 na dan, 245 hkrati, smo naredili slote in vsak slot je toliko pa toliko ljudi, in ko ti kupiš, ko začneš nakup karte, si izbereš od katerega do katerega slot, v katerem slotu boš kupil karto in to označiš. Slote smo po nekem predvidevanju, najprej smo imeli polurni slot, potem smo ga naslednje leto zmanjšali, ker smo videli, da je boljši, tako da smo zdaj prišli do neke izkušnje, da je najboljši je 20-minutni slot, skratka ti kupiš karto od 8 do 28, od 28 do 48 in seveda se ti takrat tudi omogoči vstop. In potem smo pa kar naenkrat začeli pridobivati podatke. Če smo mi ljudem rekli, da naj online kupijo karto, potem smo jim dali te slote in kar naenkrat točno vidimo, kako pa kaj nam ljudje prehajajo, kdaj pride na parkirišče, kdaj pride na vstop in kdaj izstop iz Soteske. In mi v ta trenutek vemo za vsakega gosta, verjetno to mi je en mlajši kolega naredil, ampak se ne vidi, hočem vam pa povedati samo to, da smo mi potem prvo stvar, kaj smo lahko naredili, je ta,
da smo mi točno proces, naš delovni proces, ki smo ga prilagodili, se pravi sprejemanju gostov in pa potem, ko ga na koncu damo, smo mi lahko naredili. Skratka, tisto, kar sem že prej rekel, mi točno vemo, kdaj ga sprejmemo na parkirišču, kdaj ga prepeljemo z avtobusom, kdaj pride v vstopno središče, kdaj je pri lokalu pri izstopu in kdaj se potem spet vrača nazaj na avtobus. In s temle procesom, ki smo ga naredili, se je v bistvu nam svet odprl. Ker mi smo začeli v bistvu vsakega gosta dobesedno kontrolirati, spremljati, vemo, kje se nahaja in boste videli, da je potem pa stvar postala zelo zabavna. Najprej pri infrastrukturi. Veste, mi smo zelo nagnjeni k temu, da delamo velika vstopna središča in podobno, da se pokažemo navzven, ampak mi smo ugotovili, prej ste opazili tisto nesrečno brunarco, da mi pravzaprav več kot toliko ne rabimo, da mi pravzaprav več na vstopni točki, več kot 245 ljudi nikoli ni. In zato smo lahko zgradili manjšo infrastrukturo oziroma samo prenovili in nismo rabili delati velikih hiš. Potem smo rekli, v redu, točno vemo, koliko imamo ljudi, pa kdaj prihajajo, in zdaj, če bomo rekli, da bomo razbremenili infrastrukturo, smo šli v koncept oddaljenih parkirišč, smo točno vedeli, koliko avtobusov moramo kupiti. In smo rekli, za te naše osnovne potrebe sta 2 avtobusa zadosti. To je kar drago, veste, en tak električen avtobus stane približno €500 000. Ampak nismo jih kupili 4, ampak smo točno vedeli, da rabimo samo 2. In potem smo, in to je tisto, zdaj seveda za turiste narejen, tisto, kar sem vam pravzaprav prej pokazal, ta delovni proces. Mi danes suvereno sprejmemo gosta na parkirišču 1, to je na koncu Bleda, ga naložimo na naš avtobus, ga pripeljemo do vstopnega središča, ga sprehodimo čez Sotesko Vintgar in potem gre po 2 povratnih poteh se vrne na izhodišče. Potem se pa lahko začneš zafrkavati, lahko nove produkte razvijaš, lahko počneš karkoli. Ker pravzaprav gosta ves čas kontroliraš, veš, kje je, kako je in zakaj je. In tega jaz sem bil 30 let novinar televizijski in vam moram povedati, da se rekel v redu, ampak mi to obljubljamo, da to res je. Ampak lahko mi to posnamemo tako, da res to dostavimo, da bodo ljudje verjeli, da pravzaprav res na tak način upravljamo. To je to. Mi na podlagi digitalizacije, ki smo ga uporabili kot orodje, mi pravzaprav to našim gostom tudi dostavimo. In potem se seveda in z varnostjo smo se začeli malo bolj resno ukvarjati in začeli ustvarjati predvsem nove produkte. Eden izmed teh produktov je to vintgarjenje, skratka interpretirali smo povratne poti proti Soteski, ker Vintgar, da boste razumeli, Vintgar danes ni sam mitnica, danes v Vintgar julij pa avgusta zaposluje približno 90 ljudi. 90 ljudi pride sem v službo in upravlja s to maso gostov. In kar bi vam rad še pokazal, je to, da potem pa prideš na ta 3. leto, letos pa prideš na ta lepši del, kjer pa začneš ustvarjati produkte. In eden izmed produktov, ki smo ga ustvarjali, je pravzaprav Vintgar for Kids s 12 pustolovskimi postajami. In ker ste videli, da imamo 60 000 otrok, in pravzaprav potem lahko se začneš
ukvarjati z lepimi stvarmi, ustvarjaš pravljice, ustvarjaš to, kar prej seveda tega ne bi mogel. A ne? In potem gremo naprej. Zdaj, ker imam samo še 54 sekund, vam bom pokazal samo še tole, kar se mi zdi zelo pomembno. Se vam povem, da lahko ure in ure govorim. Na podlagi digitalizacije smo mi prišli tudi do podatkov, kakšne vrste gostov imamo. A ne? Vse poznate te tipe gostov, pa to iz STO že pred leti imel A, persona A, B, C, D. To smo mi naredili za naše zaposlene. To se mi zdi ključno, a ne? Da naši zaposleni, tako čistilka, kot gostinski delavec, kot tista na recepciji, ali pa informatorka, ali pa ta, ki karte pregleduje, a ne, ve, s kom imamo upravka. A ne? In to grejo vsi študentje, začasno zaposleni grejo vsako leto skozi to izobraževanje, kjer jim povemo, kdo, kaj in zakaj prihaja k nam. A ne? In to je pa tisti ključ, ki pravzaprav prinaša to vrhunsko izkušnjo gostov, zaradi tega, ker konec koncev ne, turizem smo ljudje. Ne? Nobena infrastruktura nam nič ne pomaga, če pravzaprav nimamo enega normalnega, prijaznega stika z našimi gosti. A ne? In potem lahko z veseljem na koncu zavrtim še tale spot, ki pravzaprav našo idejo, do katere smo prišli skozi digitalizacijo, skozi orodje digitalizacije, pravzaprav prodaja in jo tudi dostavlja. Čarobni svet, ki sem ga obiskala kot deklica. Visoke skale, skozi katere teče voda. Skrivnost dolgih tisočletij. Zato se danes vračam v Vintgar. S tokom reke Radone. Po ozki soteski naprej, nikoli nazaj. Hoja po Vintgarju je kot meditacija. Glasna voda, ki utiša misli. Pečine, ki naj jo naredijo majhna, skrita, objeta, skačeva z ene strani na drugo. Jaz sem čisto druga, a hkrati ista. Vintgar ostaja. Vratar življenja, ki teče naprej. Še se bom vrnila. Vintgar je moje ogledalo, kako potujem skozi desetletja. In tako tudi današnja generacija upravljavcev potuje naprej na tej žlahtni zgodovini, na tej žlahtni tradiciji z nekimi novimi orodji in verjamem, da bo za nami tudi prihodnja generacija. Hvala lepa.